Takole sreča je zaokrožila, podarili smo čudovit ahatni slonček, ki ga je prijela Suzana in vse veste, kako je tudi v prihajajočih oddajah, vedno najdemo kaj, kar lahko podarimo. No, jutri pa bi vas zelo rada povabila k gledanju naše oddaje, kajti vsi tisti, ki vas je užgalo po žepu ali pa vaš cel cajt nekaj žge, ne? Jutri prihaja v našo družbo Elena Seničar in govorili bomo o energijskih trikih za denar. Takih zelo preprostih, pa vendar, kot pravi Elena, zelo delujočih. Jaz jih bom preizkusila, kakšnega si bom tudi zapisala in verjamem, da boste prav tako le to počeli tudi vi. Sicer pa jutri lahko prav tako pričakujete kup enih zanimivosti. In še eno vprašanje. Kaj še danes niste zasledili v naši oddaji? Ja, treninga osebne rasti. Dajmo si pogledati, kakšen je današnji izziv dneva. No, takole bom rekla, veliko izmed vas, spoštovani gledalci in gledalke, pa ste že govorili o tem, da se si boste postavili cilje in sploh, ko prihaja novo leto, se že kar malce tresemo, ne, a smo izpolnili vse tiste novoletne obljube, koliko časa še imamo, a nam bo uspelo ali nam ne bo uspelo. Zato bomo danes podali še en nasvet in sicer nasvet, kako si na preprost način postavljati cilje. In sicer kar po 4 korakih lahko, to je tudi znanje, ki sem ga pridobila iz neurolingvističnega programiranja in tudi sicer se mi zdi, da je zelo fino, da si tako na hitro postavite torej cilje. Prvo kot prvo, treba je torej pozitivno naravnati svoj cilj. Se pravi, ne shujšal bom, moram shujšati ali pa take stvari, ne, se pravi pozitivno naravnanje, kar pomeni, ne vem, tehtal bom 60 kilogramov, ne, ali pa ne prenehal bom, ali pa kaj bom naredil, torej pozitivno naravnan in na zdaj, torej ne bom v prihodnosti, ampak zdaj, torej tehtam 70 kilogramov, fertik, rada se imam, tukaj in zdaj. In to je tako pravilno postavljen cilj, pri katerem pa, kar se tega tiče, velja tudi pravilo 5 plus minus 2. Kaj to pomeni? To pomeni, da načeloma sama tale mantra oziroma tale cilj ne bo sestavljen iz 5 besed plus minus 2. Torej čim krajše do nekje 7 besed, zato da ga boste lahko tudi, ko si ga boste v glavi ponavljali, zato da ne bo to neka cela kača dolga, kaj bi zdaj vi radi. Takole, kot druga točka, kako se ta cilj kaže? Torej, če imamo tehtam 60 kilogramov, kako se ta cilj kaže? Ne? Kaže se, ko oblečeš kavbojke, ko mogoče se dobro počutiš, ko stopiš na tehtnico, ko se pogledaš v ogledalo, dobiš dobre občutke, da si bolj zadovoljen sami s sabo. Naprimer, če si date cilj, da se imate bolj radi ali pa da vozite nov avto oziroma vozim nov avto. Kako, na kakšen način se torej to kaže? Kateri so občutki, kako to vidite, kako to slišite, kako to čutite, se pravi, da vse čute, ki vam jih nudi mati narava, dejansko potencirate in prav zares občutite ta vaš cilj na vseh nivojih. In to si vse zapišite, kar lepo po alinejah, cp. Dobro. Naslednje vprašanje, ga lahko izmerimo, torej ali lahko izmerimo cilj? Zdaj, če imate cilj, ki je povezan z vašimi kilogrami, torej z vašo težo, je to zelo preprosto, saj boste, ne vem, enkrat na teden ali pa kolikor pač že, boste stopili na tehtnico in boste videli, kako blizu ste svojemu cilju. Sicer pa si postavite en način, kako boste pravzaprav spremljali ta svoj napredek, torej napredek, kako lahko zdaj mi to izmerimo oziroma kako se zdaj to kaže, ali smo že blizu, ali nismo blizu in potem kot zadnja točka, kar je pa zelo pomembna in najbolj pomembna, da si postavite korake. Torej, kakšni so zdaj koraki do tega? Če se odločite, da boste živeli bolj zdravo, dobro, se pravi,
začnem jesti zajtrk, vpišem se na jogo, privoščim si večerni sprehod, zjutraj, torej kot smo že rekli, ne odidem od doma brez da karkoli, raztegnem se, fajn se raztegnem in raztegujem v posteli. Skratka, kateri so tisti koraki, ki jih morate narediti? Če je to, da želite mogoče nov avto, ok, kakšni so zdaj koraki? Rabite denar, v redu. Če potrebujete denar, smo potem že pri novem cilju in spet lepo dejansko začnemo z vsemi ostalimi koraki. Če rabite denar, kaj morate narediti? Morate znižati stroške in povečati prihodek. Na kakšen način? Zelo enostavno je v bistvu vse skupaj in kar vam mogoče še priporočam, ne samo jaz, ampak tudi vsi pravzaprav naši ustvarjalci, ki nas redno obiskujejo v oddajah Klepet ob kavi, razmišljajte na papirju, kajti, ker razmišljamo, se lahko zelo hitro izgubimo tisto sled, izgubimo tisto nit in potem ne vemo kaj, kako. In če razmišljate na papirju, bo vse skupaj mnogo lažje. Tako svetovalci in tisti, ki nas izobražujejo v vseh teh stvarih, učijo tudi, da je fino recimo pri odločitvah na preprost način. Torej, na eno stran lista napišite pluse, na drugo stran napišite minuse, koliko vam pomeni nek minus, koliko vam pomeni en plus in preprosto matematično potem na koncu zračunajte. Ali pa še en mogoče način, ki sem ga pa tudi prebrala v eni izmed knjig, ki jih imamo tudi tukaj. In sicer je takšen način, da vržete kovanec in se odločite, ali bo, ok, če bo cifra, pomeni, da bom naredil tako, če bo pa grb, bom pa naredil tako. In potem, ko pride do tega, kaj občutite? Se pravi, grb, a mi je zdaj ni fajn zaradi tega, ker je bil grb, si bolj želim, da je cifra. Potem seveda naredite tisto, kar čutite, ampak predvsem se mi zdi, da smo ljudje včasih v takšni stiski ali pa pred takšnim vprašanjem, da ne vemo, kaj želimo. Pa, ko veš, kaj si želiš v življenju, je veliko lažje, ne? V prihodnjem tednu bomo prav tako govorili o nadvse zanimivih stvarih. Med drugim bomo govorili tudi o eni stvari, ki zavira in preprečuje rast tumorjev, kar se mi tudi zdi fino. Bomo pa pripravili tudi en napitek za mirnejši in lažji spanec, za uvod v sladke sanje. Še nekaj nasvetov, hitrih in preprostih, pa smo pripravili tudi tukaj in zdaj. Dajmo si pogledati tele nasvete, torej za lažji in bolj miren spanec. Kot lahko vidite, torej, kaj lahko storite. Poglejmo torej prvo današnjo točko, kako do bolj kakovostnega spanca, telesna aktivnost. Torej, da ste čez dan telesno aktivni ali da nekaj lahkih vaj naredite, preden torej greste pod tuš in z vsemi tistimi večernimi rutinami v posteljo. Potem je seveda zelo pomembna hrana, ne se napokat, preden greste spat, vse vam je to jasno, da to ne gre. Zvečer vam predvsem priporočamo torej neke beljakovine, lahko hrano in pa ajurvedski zdravniki bolj predlagajo, da je to hrana, ki ni kuhana. Torej, greste na WC in spijete deci tople vode. Zakaj najprej greste na WC? Večina ljudi zvečer ne pije, ker ima občutek, da pa bo pa celo noč, da bojo hodili na WC. Pejte najprej na WC in potem spite toplo vodo in bo mnogo lažje. In kot zadnja točka, torej dihalne vaje v posteli. Kako lahko naredite dihalne vaje v posteli? No, tale naših je že naredil in mu je že tudi fajn tudi uspelo, ne? Dihalne vaje so zelo preproste, torej bodite pozorni na svoj vdih in na svoj izdih. Torej, zdaj bo pa še smrčal. Torej, štejete do 5 in vdih in štejete do 5 in izdih. Lahko je vaš izdih celo daljši kot vdih in tako boste dejansko na celo somatiko celotnega sistema dejansko lahko vplivali in bo seveda mnogo boljši in bolj kakovosten spanec. Sicer pa, če imate še kakšno vprašanje, saj veste, 3x2 klepetobkavi.si, zelo aktivni smo tudi preko Facebooka, tam nas lahko najdete, torej našo skupino. Sicer pa to še ni vse, dosegljivi smo tudi na telefon, če imate kakršnokoli drugo željo ali prošnjo, da malce skupaj poklepetamo in se imamo super fino in fajn. Tudi če predlagate kakšnega gosta. Vidimo se znova jutri, ko bomo znova začeli oddajo za čestitko vsem nam, da nam je uspelo priti do petka, potem pa bomo torej nadaljevali z vsemi ostalimi informacijami. Imejte se skrajno lepo in naj vam bo svet lep.